Z nami sta Luka Hren in pa Jure Gubanc, osebna trenerja in pa športna terapeuta. Dobrodošla, dobro jutro. Dobro jutro, Igor. Dobro jutro. A sem se kaj zmotil zdaj tle v napovedi? Je bilo karkoli narobe? Jaz osebno bi rekel, da ne. V bistvu si zelo prav povedal. Zato, ker vsako leto dobimo kar veliko nadebudnih smučarjev, ki se poškodujejo. Zelo pogoste so potem poškodbe predvsem kolen pri smučanju, pri pacih, pride do raztrganih križnih vezi zelo pogosto, meniskusov ali pa splošno bolečin kolen in pa tudi hrbtenic. Zanimivo pa je to, da zelo redko pa dobimo v naš center ljudi, ki so se poškodovali pri smučarskem teku. Tako da bi nekako tako ljudem dal malo, ne pretehtajo, a so bolj pripravljeni za smučarski tek ali bolj za smučanje, kajti smučarski tek je veliko bolj, bom rekel, primeren, ne samo finančno, pač pa tudi, ker se tiče fizične pripravljenosti, tudi za vse začetnike ali pa za tiste, ki niso veliko trenirali. Ampak zdaj, glede na vajne izkušnje, kaj, recimo, neki 3 razlogi za neko poškodbo si mi prikradejo v misli. Eno je nezadostna fizična pripravljenost, kar smo že omenili, se pravi, da ne delamo celo leto nič in potem stopimo direktno na smuči. Druga, da se ne ogrejemo, oziroma ne ogrejemo dovolj. In tretja, neznanje smučanja. Kaj je tukaj tisti poglavitni razlog? Ja, v bistvu pri alpskem smučanju je nekako tako, ja, se lahko kar iz tega v bistvu izpeljamo ven. Ena je ponavadi ta, da smo slabo fizično pripravljeni, predvsem moč, pomanjkanje moči je tista glavna težava. Drugo je to, da je smučanje že tako motorično kar zahteven šport, recimo, če bi ga primerjali, ne vem, z navadnim tekom, pri teku gre leva noga pred desno in to ponavljamo v nedogled. Medtem ko pri alpskem smučanju je kar nekaj stvari, ki jih moramo dobro nadzorovati. Pa če dodamo še, da se danes s temi carving smučmi vozimo ponavadi okoli 50-60 na uro, dokaj hitro, a ne? In zdaj, če moramo vse te stvari obvladovati in dobro tehniko in še potem ustrezno moč pri tej hitrosti, je to že kar izziv. In če se zgodi potem padec pri tej hitrosti, ponavadi tudi pride lahko hitro do kakšne težave. Tako da je ena ta zmes potem prinese težave na koncu. Verjetno smo vsi skupaj premladi, ampak poznamo čas smučanja s sulicami. To so ravne smuči bile. Verjetno ste govorili s kakšnimi kolegi, je bilo takrat več poškodb, manj, glede na to, da so danes recimo smuči te carving bolj agresivne in je večja sila praktično na celo telo. Ja, predvsem to je, da se hitreje se smuča. To je glavni izziv, pa kot si tudi omenil, ja, smučka je malo bolj agresivna. Zdaj sicer midva tako neka ekstra strokovnjaka za alpsko smučanje spet nisva, ampak ja, seveda pač že tako kot sam tudi vidiš, to smučko gre hitreje in tudi ja, potem možnost za poškodbo, ko enkrat zagrabi v ovinek in če tega ne zdržiš, je seveda večja. Sedečih poklicov je vedno več. Sama masa ljudi, telesna masa nekako napreduje za desetletji, hkrati pa sposobnost obvladovanja svojega telesa s tem pada, ne? Tako da bi rekel, da je vsekakor več poškodb v smučanju danes. Omenil si predvsem kolena. Ja, predvsem kolena, pa tudi hrbtenice. Ja. Kaj lahko čez leto delamo, da nekako okrepimo te vezi, oziroma ali so mišice pomembne? Kaj je pomembno? Mislim, da lahko sva si kar zamislila nekako, tudi oba, da naredimo malo bolj interaktivno tudi za gledalce, pa tudi za nas tri, da kar vključimo v pogovor en tak test, pa hkrati vajo. Zelo osnoven test, zelo osnovno vajo, da vidite, a ste pripravljeni za letošnjo sezono. In sicer najn test, ki ga uporabljava tudi pri naših klientih, je test počepa 60 sekund. Ali ste sposobni svojo telesno maso držati 60 sekund v počepu. V počepu. In se zraven pogovarjati takole v vaši vdaji. Sproščeno. Sproščeno pogovarjati. A sem lahko zadihan? Absolutno, lahko si zadihan, ampak če boš držal 60 sekund, imaš zeleno luč in greš jutri lahko smučati. Okej. Ja, dajmo probati. Dajmo probati. Bomo nastavili uro. Evo, nastavili uro. Iz tegale se bomo spustili dol v počep. Takole se spustimo. Evo, jaz požgem štoparco. Glavna napaka, ki ljudje delajo pri počepu, mislim napaka, da smo temu lenoba je, da ko bo dale začeli vedno bolj peči, se vedno bolj gor dviguje. To je logično, ampak to je že malo golfanje. Tako da probajmo biti še mogoče nižje, da smo nekako, kot če pogledate moje stegna, 90 stopinj glede na tla. Vem, da bo pekel. Usporedno stoji. Tako da raj bolj dol, kot pa preveč gor. Da si ne bomo lagali, da smo preveč pripravljeni. Tudi še nismo. Zakaj je to zelo pomembno? Zato, ker če imate dovolj moči v nogah, da ste vi sposobni 60 sekund svoje telo držati, potem boste vi pri zavojih lahkotni. Vi boste obvladovali svojo telesno maso.
In s tem preprečili možnost paca, ki je najbolj navaren. Smo rekli 50 do 60 Smo že na km na uro. 45 sekundah. Ja, evo, smo že na 45 sekundah. Meni se že tresejo noge. Torej 50 do 60 km na uro, to je ogromna hitrost. Sam premislite se, če to padeš, ko se ti zaenkrat začnejo noge zvijati, smučke zvijati, obračati, kolena, to se dogajajo kar grozne poškodbe. Evo, super. Smo. Wow. A, že 60 sekund, pa jaz bi... Hitro jaz mi se še je. ogrev nisem dober. Jaz sem se z veseljem usedel, priznam, nisem še za nasmoči, kljub temu, da sem zdržal tole. Jaz mislim, da si kar v redu, za kakšno tako srednjo progo Ja. bi lahko šel. Krasno. Ne nazadnje tudi potem, to je bila ena od vaj, ne? Če bi že ravno prej tema, To katere je vaja, vaje. to je vaja. Počep je super vaja, izpadni koraki, mrtvi dvigi in podobno. Predvsem natrenirati moramo noge. Prvo, če bojo noge močne, bomo ponavadi dobro šli in kolena in tudi hrbtenico, ker težave v hrbtu se ponavadi pojavijo ravno zaradi tega, ker nekdo ni sposoben smučati z nogami in potem v bistvu na iztegnjenih nogah smuča, pa potem je to več gibanja v hrbtu. Ne? Zato, ker začnete šparati noge, ne? Ja. In to hitro vidimo na smučišču, ko se nekdo vozi na iztegnjenih nogah, ta je precej bolj na udaru za kakšne težave. Koliko časa potem traja, ne vem, rehabilitacija? Če je strgana križna vez, 12 mesecev. 12. Ja, to je glih ta razlog, zakaj tudi veliko teh ljudi dobimo, ker ko gremo teč, pa zvijamo gleženj, tista zadeva, ko če zelo po domače povem, se marsikdo sam zliže brez neke resne rehabilitacije, medtem ko poškodba sprednje križne vezi zahteva neko terapevtsko obravnavo in je kar dolgotrajna. Ja. Tako da to definitivno, če se le da preprečiti, je fajn preprečiti. Ja. Naletel sem na eno zanimivo poškodbo. Smučarski palec. Poznata? Da. Ja, poznala. Bom rekel tako. Zelo redko. Dokaj redka zadeva, ja. Se zgodi, te poškodbe se zgodijo, tako kot recimo poškodba rame. Predvsem zaradi tega, ker se zapiči palca, mi imamo to palco, imamo tistih paščkih noter in potem, če nam zagrabi ravno pri palcu, je poškodba palca, včasih nam potegne celo roko nazaj, pride do poškodbe rame. Rekel tako, to so bolj take nesrečne zadeve, splet nesrečnih okoliščin, kjer preventivno lahko manj naredimo, pač največ naredimo, da pač preprečimo padec. Če malo bolj smučamo, verjetno je manjša verjetnost za to, ampak tukaj je bolj splet nesrečnih okoliščin, medtem ko pri kakšnih kolenskih težavah smo velikokrat precej sami krivi za to. Jaz bi tudi mogoče še to poudaril, da ena od neprijetnih posledic tega, če nismo dobro pripravljeni v moči nog, je tudi to, da ljudje v bistvu zaradi tega začnejo še bolj hitro voziti. Zato, ker če gledamo namreč, kako poteka smučarski dan, če začnemo ob 9:10, pa tam nekje do 3 ali 5 smučamo, ne? To pomeni, da če bomo mi slabo fizično pripravljeni, potem bomo smučali na bolj iztegnenih nogah, tako je kolega že povedal. Ja. In bomo smučali hitro, zato ker ne bomo mogli narediti veliko zavojev, ker nam preprosto moč nog ne da sposobnosti, da bi naredili veliko zavojev, ker se hitro trudimo. In posledično zaradi tega lahko smučamo še hitreje in smo zato navarni za sebe in tudi za druge ljudi. Tako da dajmo tudi v tem smeri malo razmišljati, da mogoče boljše se večkrat usesti dol, pa raj smučati z več zavoji, boste naredili več za svojo kondicijo nog, bolj zabavno bo, ker bo dlje časa trajala proga, pa manj boste navarni za druge, pa kakšno možnost trkov. Ampak kako ne pa vemo, kdaj rabimo tisto pauzo? Ne vem, meni so se zdaj med tem počepom že noge tresle. Je to en znak ali pač rečemo na pol ure? Sred vožnje na stran smučišča, počiješ, gledaš ptičke, gledaš sonce, gledaš sneg, opazuješ ljudi, se spočiješ, ko vidiš, da so noge mrtve oziroma pečejo preveč. Ja, za uvod v sezono je pa ponavadi najboljše začeti s kakšnimi 3-urnimi smukami, sploh nekdo, ki ni ravno v idealni kondicijski pripravi, ker ponavadi že po tako kakšni uri pa pol že čutimo, da se noge malo zatresajo in ja, takrat je potem fajn ta prav čas ustaviti, ker se velikokrat je tako, duša bi, želja je, ampak telo pa ne zmore tega. Ja, in potem pride do teh težav. Zdaj, kaj pa trenutno počutje? Ne? Na smučišču se redko počutimo zelo udobno. Ali nas zebe, ali nam je pa vroče, ker smo precenjeni, smo se preveč oblekli. Kako to recimo lahko vpliva na neko varnost smučanja, konec koncev tudi na obnašanje telesa ob morebitnem padcu? Je tle kakšna povezava? Mislim, sigurno, kadar je telo bolj podhlajeno, pač smo ponavadi to hitro začutimo, sploh zdaj, ker so hladna jutra, pa če še kdo pri kolesarju služba, tako kot jaz, si pa zjutraj cel tak trd. In zdaj, če to povežemo s tem, kar sva prej že govorila, da pri smučanju moraš biti tak mal prožen, moraš znati amortizirati in če, ko si hladen, je to mal slabše, ponavadi ni glih idealna kombinacija. Tako zato se je fino tudi pri smučanju malo greti, mogoče ne prvo vožnjo ravno na najtežjo progo, ampak prvo vožnjo narediti na malo lažji progi, mogoče narediti kakšen počep, preden začnemo smučati in tako se postopoma telo ugreje. Zdaj,
če nam je pa prevroče, je pa bolj, bom rekel, to neko tako neudobje. Z vidika telesa, ok, se malo prej utrudimo, to je sigurno, ker vroče vreme, sicer smučanje ni toliko taka vzdržljivostna aktivnost, ampak recimo to pa boljš občutimo, ne vem, ko poleti kolesarimo ali pa tečemo, kadar je vroče, smo manj zmožni, kot takrat, kadar je malo bolj hladno. No. Tako da tle pretoplo, če nam bo predvsem to, ja, da se bomo mogoče prej utrudili. No, pač. Ja, jaz bi mogoče rekel to, da kar se tiče ogrevanja, ne, pred smučanjem, da moramo vsem biti realni, da če že od ljudi vsaj malo jih do nas, kako nekako, da vas spodbudimo k temu, da se probate vsaj fizično pripravljati čez letom večkrat. Je samo ogrevanje, po mojem, ni glih zelo realistična stvar, da bomo zdaj od ljudi pričakovali, da bojo 15 minut prej se kaj ogrevali, ne? Ampak če že vsaj malo predate smuče gor, vsaj malo v pancerjih, naredite malo kakšnih skippingov ali pa visokih korakanj, malo parkrat poskočite, pa seveda malo po pameti, da greste potem prvo vožnjo narediti s počasnimi zavoji, globoko dol v počep, počasi, a ne, delati, je to že neke vrste lepo ogrevanje. No? Tako da jaz mislim pač po pameti. Za konec še pogled na proge. Presmučali smo že modro, presmučali smo zeleno, za konec tam je ena črna, nas malo mika. Ja, grem probat, dol bom že prišel. Je to pravilno razmišljanje ali ne? Če nismo glih, ne vem. Mislim, jaz bi tako rekel, pa sej probati je treba, a ne, take stvari tudi malo kdaj videti, kaj zmoremo, ampak dajte vmes razmišljati, kako se telo odziva na vašo trenutno pripravljenost. Torej, tudi če greste na težjo progo, kot ste trenutno zmožni, mogoče v eni vožnji prevoziti, se vmes lahko ustavite, pač težja proga vas bo prej utrudila, ne se biti ustavljati vmes, seveda umakniti iz smučišča, ne biti na sredini, ne. Mogoče bi Kledim poudaril to, no, da če vidite, da ste malo slabši smučar, pa da ste izbrali pretežko progo, pač ni treba pa še enkrat jeti gor na to progo, zato ker tudi taki smučarji dostikrat uničujejo progo za druge, ker pol začnejo voziti tako, da drsajo sneg pred seboj, a ne. Tako da jaz bi sam rekel, dajte vmes poslušati svoje telo, kaj vam pravi, koliko ste trenutno sposobni. Krasno. Hvala lepa za vsa pojasnila, za vse nasvete in upamo, da bodo naletela na plodna tla. Hvala. Hvala.